predčasno za enak ali manjši denar brez nepotrebnih aneksov, torej tudi v Sloveniji znamo in zmoremo. In sem zelo vesela in se posebej zahvaljujem tukaj kolegici, ki je opravila enormno delo nadzora in izvajalcev in pa seveda tudi moji ekipi na Ministrstvu za zdravje. Teh pa tudi ne smem pozabiti, čeprav moram reči, da so včasih mogoče bili jezni name, ker sem pač mogoče zahtevala zelo veliko, ampak če ne danes ne bi bili tukaj s temi rezultati. Vmes je prišlo nekaj sprememb projektov, aneks je bil menda, ker je bila pač drugačna gradnja, pa vendar pravite, je bil prihranek. Res je, gledajte, jaz vam povem, ko sem prišla na ministrstvo, me na mizi so čakali aneksi za 500 000 evrov, pa še eni aneksi za preprojektiranje, tudi za nekih 100 000 evrov, nekih seveda nisem podpisala. Zadeve smo ponovno pregledali, ugotovili, seveda smo tudi zamenjali nadzornika in potem so zadeve stekle. Tudi vodstvo Onkološkega inštituta, vsi smo sedeli za mojo mizo na Štefanovi, dobili domačo nalogo in potem smo praktično dnevno sledili, naredili dnevne načrte, kaj mora kdo narediti in potem so zadeve stekle. Rekli ste, da je bil prihranek. Ja, bil je prihranek, zakaj? Ker je prišlo tudi do preprojektiranja, tako kot je že predstavnik izvajalca povedal, ni bilo potrebno, bom rekla, vrtati v tlake, ni bilo potrebno napraviti toliko teh lukenj in aneksov, so bili dejansko samo zaradi preprojektiranja, nekje dodatnih nepredvidenih del in na drugi strani nepotrebnih del. Torej, koliko okvirno? 7 milijonov se je govorilo, zdaj kaj 6? Ja, gledajte, investicijska vrednost je bila nekaj manj kot 7 milijonov evrov. Mi morate vedeti, da je bila leta 2012 unovčena tudi bančna garancija prejšnjega izvajalca v višini približno 2,1 milijona evrov. Zdaj, gledajte, nočem naprej špekulirati, kot sem zdaj večkrat rekla, ko bo končni obračuni, ko bojo vse narejeno, morate vedeti, da smo zdaj mi mogli financirati tudi tisti požarni del, ki naj bi bil narejen in plačen že v prvi gradnji, in ko bo končni obračun, bomo še vedeli. Koliko, samo pri vodovodu, zdaj nekaj ocene obstaja, da ne bi bil ta požarni del okrog 500 000 evrov, pri vodovodu pa prihranka za milijon, kakšno okvirno oceno podate? Ja, gledajte, prav za požarni projekt še nimamo dokončne ocene, koliko bo stal in pa tudi končni obračun izvajalca še nimam na mizi. Gospod Ivančič, lahko morda vi to kaj bolj natančno poveste? No, resnično, dokler ni končnega obračuna je zelo težko reči, predvsem zato, ker potem rad nekdo za koga potegne za jezik, da jaz osebno sem prepričan to, kar že ministrica povedala v samem uvodu, da ta prihranek na vodovodu bo zagotovo preko milijona evrov. Rekli ste, da je to en najsodobnejših sistemov v Evropi. Lahko poveste te osnovne značilnosti? Ja, osnovne značilnosti tega sistema je pač v tem, osnovna logika je bila v tem, kako narediti sistem, v katerem bojo vladali taki pogoji, da se legionela v enem primeru ne more razmnoževati. To se lahko naredi na ta način, da je sistem pretočen, da voda nenehno kroži, da nikjer ne zastaja. Mogoče bi tle izpostavil še eno zelo pomembno zadevo. Onkološki inštitut ima zdaj ultrafiltracijsko napravo za UV dezinfekcijo. Ta je običajna v sistemih javnega vodovoda. Ta naprava omogoča onkološkemu, tudi če bo prišlo do neoporečne vode v javnem sistemu ljubljanskega vodovoda, da bo Onkološki inštitut lahko obsebno deloval. Gospa nadzornica, kakšno je bilo stanje, ko ste vi prevzeli projekt in kaj je bilo recimo najtežje, ko ste bili zraven? Nikogar ni ugodno in enostavno priti na projekt sredi poteka, posebej po tem, ko so se dela na nek način zaustavila, vendar se mi nismo nič ozirali nazaj.
pogledali smo stanje, postavili se mi zdi korektne in uravnotežene odnose z vsemi in dejansko striktno sledili, ali so dela izvajanja skladno s projekti, ali sledimo terminskemu planu in ali so materiali, ki jih vgrajujemo, ustrezni. To se je seveda z kontrolo kakovosti, ki jo je imel dolžnost zagotavljati izvajalec, vse potrdilo in v resnici danes smo tukaj, kjer smo, približno 3 tedne do mesec pred tistimi zaključki fizičnih del, kot so bili planirani. Vendar tega ne bi bilo možno brez res izjemnega sodelovanja uporabnika. Jaz sem bila do zdaj na več gradbiščih zelo zahtevnih, ampak da si na gradbišču tako zahtevnem, kjer so zraven uporabniki, se pravi delavci in bolniki, dejansko se človek mora vsak dan sproti zavedati, v kakšnih okoliščinah deluje. In tukaj bi pohvalila vodstvo Onkološkega inštituta in se jim zahvalila predstojnike oddelkov, vse službe, ki so specifične, od kovo, sanitarnih, tehničnih služb posebej, do vseh sester, ki so ogromno dela morale vložiti pri teh selitvah, pravočasnih, da smo se organizirali in to. Jaz mislim, da se je potem vzpostavila ena taka ekipa na 4 partnerjih praktično, Onkološki ministrstvo, izvajalec in tudi mi, čeprav smo si bili po definiciji nasprotni, da je vse to teklo, upam, s čim manjšimi vplivi na bolnike. Kako ocenjujete nadzor vašega predhodnika? Jaz nimam kaj, komentirati, nismo poznali, kar smo prišli takrat je bilo narejeno in potem smo šli mi naprej s svojimi nalogami.